Če v zadnjem tednu niste videli vsaj kakšnega delčka novega propagandnega filma o COVID-19 režiserja Mitje Okorna, potem ste imeli verjetno večino časa zaprte oči. Po izjemnih odzivih vlade, prijateljev vlade in tistih blizu vladi se bojda obeta serija nadaljevanj, kakšnih in predvsem zakaj nam je zaupal sam avtor. Z vlado smo se zmenili, da posnamemo eno serijo dokumentarcev. Jaz sem tu idejo že dolgo cajta, da posneli tako folk, ki mi govori stvari, razne stvari, karkoli važno, da jih meni govori, da so žalostne. To je važno, to sem se navadil v Hollywoodu. Mora biti žalostno, pa mora biti en celebrity, kako se reče, znan mora biti. Pa nisem benga dober, pa sem pa jaz skočil, gre za važne stvari, važne. Folk mora to izvedeti, od mene valjda, V kratkem nas tako čakajo dokumentarci o tožbah Slovencev, ki so jim hrvaški inšpektorji nezakonito odstranili brisače s plaže, izpovedi navijačev iz Planice, ki so jih prijatelji pozabili v jarkih, in pričevanja domačih turistov, ki so na Bledu čakali več kot pol ure, da so jih postregli. Že jutri pa na splet prihajajo žalostne zgodbe štajerskih obiskovalcev, ki so v Ljubljani iskali in našli parkirno mesto. A tu se je drama šele začela. Ja, jaz sem bil že posod. Gradc, Dunaj, Berlin, parkiral sem Münchno med Oktoberfestom. Nobenih problemov. Pa smo rekli kolegi, stari BTC ni navadno mesto, samo takrat še noben pri nas zares ni vedel, kak je. Vedel sem, da je poleg stebra, to sem vedel, da je steber, ker sem ga malo ruknil, ko sem šel not. Samo kjera etaža, pa kjera črka, pa nič. Samo megla. Megla v glavi. Prišel sem popoldne okoli 4, to je bila prva napaka, ampak sem si mislil, ajde, imaš GPS, imaš 20 let izkušnje, avto je spravim tam, ko si, pripeljem noter na krožnega in pol kar naenkrat me zalije vse strani. En se vriva zadnji, en kroži noter, en hoče mimo mene, nisem mogel dihati več. Tako sem samo na gas stopil, pa oke zaprl. Sploh ne vem, kaj sem prišel na odgraža. Ja, imaš tudi folk, ko govori, pa se ni problem, vedno je plac, ti žabari samo lažejo, da ne bi bila gužva v mestu. Samo, ko pa si z avtom v centru, pa bi samo skočil na breg, na neko kavico ali pa nekaj, te pa hitro ugotoviš, namoč tu, namoč tam, nisi taksi, nisi rumena cona. Vozniki imajo toliko informacij, da se težko odločijo, kera je prava. Najprej mi sploh ni bilo jasno, kaj so to te lučke, vse te ni novo leto. Tam nekje, ko sem tretji krog delal mimo City Parka, pa mi je kapnilo, aha, rdeča lučka pač pomeni, da je parkirplac zaseden. In vse je bilo rdeče. Ne vem, koliko cajta sem hodil gor pa dol, pa sključi tak delo, pa čakal, da se nekje žmigavci poblinkajo, da se naredi oni klik zvok. Pa nič. Jaz sem mislil, da nikoli več ne bom videl svojega avta. Bil sem že v taki stiski, da sem resno razmišljal, da bi šel na vlak. Tema je bila že skoraj. Bil sem že čisto gotov. In pol končno vidim zelena lučka, aleluja. Zavijem not, grem lepo do konca, dan žmigavce kulturno, že ono zavijem not in pol vidim, da je neki toti električni avto mali parkiran gor in da ga valjda senzor ni zagrabil. Jaz nisem mogel več, čisto se mi je vtrgalo. Lahko ti stokrat rečeš folku P plus R, pa Urbana, pa ne vem kaj. Samo lej, ljudje imajo karavane, ljudje imajo džipe, oni se hočejo voziti in oni nas znajo bočno parkirati. Tako da na drugi strani imaš pa na Facebooku recimo posnetke, ko govorijo ljudem, da lahko kar na pločniku parkirajo. Pa folk dobi kazen, pa so zmedeni. Zvečer sem pol dobo avto, so ga škifi najdli. Bil je v drugi garažni hiši. Tako da tisti, ko govorijo, da so vse hiše iste, jim jaz povem iz prve roke, da niso. 3 tedne smo bili brez avta. Žena je šla pol po njega, ker ga je pač rabila. Jaz pa še zdaj ne morem. Peljem se tam do bifeja, pa na Tenisko je ful velik parkirplac, drugače pa ne. Nisem še okej. Ne vem, če sploh še daj šel lahko v Ljubljano z avtom. Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.